Ta huda varianta. Drago pa niso. D90 je aparat DX formata, torej tipalo samo je formata DX z novim CMOS senzorjem z 12,3 milijoni točk. Seveda tista glavna funkcija, ki jo tokrat izpostavljamo, je snemanje filmov v HD kakovosti. Filme je moč snemati v 3 različnih kakovostih. Najbolj zaželena je torej HD kakovost 1280x720 točk. Vsi trije pa se snemajo pri hitrosti 24 posnetkov na sekundo z zvokom. V samem D90 je vgrajen tudi ugled v živo, torej live view, ki ga poznamo že z nekaterih drugih Nikonovih aparatov, in pa po novem tudi v tem ljubiteljskem razredu 3-inčni ekranček s kar 920 tisoč točkami, tako da trenutno ima skoraj celoten range, celoten line-up Nikonovih aparatov vgrajen visoko-resolucijske 3-inčne ekrančke za res maksimalno uživanje v pregledovanju fotografij in tokrat tudi videoposnetkov. Seveda HD kakovost zahteva tudi kakovosten LCD monitor. Kam uvrščamo sam aparat D90? Torej, če pogledamo trenutni spektr prodajnih Nikonovih zrcalno-refleksnih aparatov, od D40, res cenovno zelo ugodnega štartnega DSLR-ja 6 milijoni točk, pa vse do D3 profesionalnega stroja, ki ga naši fotografi zelo z veseljem uporabljajo. Zdaj, na primer, ste mogoče spremljali olimpijske igre, če tako sam za intermezzo omenim, ste opazili, da je letos razmerje med belimi in črnimi objektivi v krogu olimpijskih tekmovanj kar malenkost drugačno, kot je bilo leta nazdaj, tako da D3 je z velikim boomom vstopil tudi v šport. Olimpijske igre so, mislim, da bolj kot v znaku zlatih medalj, tudi v znaku Nikonovih D3 aparatov med fotografi, seveda. D90 pa zauzema nekje to centralno pozicijo, ki jo je prej prevzemal D80, torej nekje največja masa Nikon uporabnikov se je odločala v preteklosti za nakup aparata D80, ki je bil zelo popularen aparat med uporabniki, tudi v Sloveniji je bil eden med najbolj tržno uspešnih aparatov do zdaj Nikonovih. In tudi D90 nedvomno bo uspešnica že zaradi pozicije v samem DSLR razredu. Povrh vsega pa še skupaj z temi naprednimi lastnostmi za snemanjem filma, z novim CMOS senzorjem, z live viewom, z 3-inčnim ekrančkem, mislim, da ni razloga, da bi uporabniki, ki so prej uporabljali D80, bili nezadovoljni z prehodom na D90. Zanesljivo pa se bo D90 pridobil tudi kar nekaj novih uporabnikov, ki bojo znali izkoristiti te možnosti. D80 pa ob tej priliki tudi počasi zaključuje svojo življenjsko pot, torej bo nekje razprodan še v letošnjem letu. Zadnji kosi se bojo prodajali oktobra, novembra. D90 sem že omenil, je namenjen skupini ljudi, ki so do zdaj posegali po D80, D200 aparatih. Je namenjen za ljudi, ki pričakujejo maksimalno kakovost iz digitalnega aparata, ali so to uporabniki, ki so do zdaj že uporabljali zrcalno-refleksne aparate, ti razreda D60, D80, bojo preskočili zaradi višje kakovosti, možnosti snemanja videa na D80, ali pa so to že kar tudi nekateri ljubitelji, ki so do zdaj bili na kompaktnih aparatih, mogoče tudi zaradi tega, ker so jim kompaktni aparati omogočali snemanje videa, bojo tokrat kar za prvi aparat tudi izbrali D90, ki jim nudi tokrat v DSLR razredu vse skupaj. V vsakem primeru pa so to ljudje, ki so tehnološko zaveščeni, ki iščejo nove zadeve, nove tehnologije in konec koncev tudi iščejo dodatne možnosti, kako svojo fotografijo kreativno nadgraditi, torej iskati nove možnosti za kreativno izražanje fotografij in seveda po novem tudi v videu. Toliko sami poziciji in tržni skupini aparata, seveda glavne lastnosti. Kot že izpostavljeno, mislim, da tokrat res ne moramo mimo tega, da za tisto glavno vrhunsko lastnost izpostavimo snemanje filma, ki smo ga pri nas pri Nikonom poimenovali kar D-movie. In tle ne moramo mimo tudi, da ne bi omenili prednosti snemanja filma z DSLR aparatom napram snemanju filma z kompaktnimi aparati ali z camcorderji. Film se je začel snemati že daleč nazaj, ampak amaterski uporabniki so filme snemali v 70 letih s takimi le videokamerami.
na 8 mm film, ki zanesljivo napram današnjim kompaktom niso dosegale kakovosti videa, so pa omogočale uporabniku precej večjo kreativnost kot današnji kompaktni aparat. Poglejte, tle ste lahko nastavljali goriščnice, objektive ste menjali, ste nastavljali lahko zaslonko, uravnali globinsko ostrino. Torej, seveda, kvaliteta je danes v kompaktih boljša, ampak nekaj kreativnosti pa bila bistveno boljša, mogoče celo za takšno videokamero iz 70-ih. Kasneje je sama modernizacija pripeljala do tega, da so uporabniki posegali po takih videorekorderjih na VHS kasete, na mogoče tale snema tudi Hi8, manjše kasete. Tle je aparat delal že marsikaj na mestu uporabnika, kvaliteta se je izboljšala napram prejšnjih modelom, zmanjšala se je pa, oziroma uporabnik je postal tudi precej bolj odvisen od samega aparata. Ni več moč menjati objektivov, zelo malo, sorazmerno malo je možnosti igranja z globinsko ostrino, tako da tle sicer kakovost boljša, je pa malenkost manj kreativnosti vključene. Danes ogromno ljudi posega po digitalnih camcorderjih, ki zapisujejo na trde diske ali pa kar snemajo film z kompaktnim aparatom. No in tudi takšni današnji sredstva za snemanje videa, kot so camcorderji in kompaktni aparati, ne omogočajo prav dosti kreativnosti. Ko pa snemamo video z DSLR, danes imamo seveda D90 tudi tle, ga lahko potem preizkusite, baterija je polna, bo vzdržala, da se vsi poigrate z videom, kartica je noter, lahko posnamete video, si ga ogledate, sabo ga ne boste odnesli še danes, tako da to ne bo dovoljeno. V vsakem primeru pa ponovno snemamo HD kakovost videa, pomeni maksimalno, skoraj da maksimalno kakovost na trgu, kar se tiče zapisa. Obenem pa lahko na samem aparatu menjujemo objektive, pomeni, da lahko na aparat nastavimo katerikoli objektiv DX formata, od 10,5 mm ribjega oka, torej fisheye, do 400-600 mm teleobjektivov z malimi zaslonkami, pomeni, da lahko prvo se igramo z izbiro goriščne razdalje, se igramo z nastavitvami zaslonke in obenem tudi z globinsko ostrino, kar je pri snemanju filma, če poznate s kompaktnimi aparati, pa s takimi videorekorderami, zelo težko v bistvu zagotoviti, da lahko to kreativnost globinske ostrine v teh aparatih dosežemo. Kot že omenjeno, 3 formati, seveda takšni za rabo na internetu, za hranjenje prostora, so čisto dosti tudi formata 320x216. Tisti, ki pa bojo svoje posnetke kasneje še montirali na domačem računalniku, sestavljali daljše videoposnetke z različnimi kabli, pa bojo posegli po maksimalni kakovosti HD za 1280x720 točkami. Seveda pa aparat je opremljen tudi z HDMI izhodom, pomeni, da te filme tudi ne bo treba uporabnikom dolgo montirati na računalnikih, snemati na DVD-je in prikazovati preko prikazovalnikom, lahko bojo priklopili na HDMI izhod direktno na vašo domačo plazmo in se ogledali posnet film že v HD kakovosti, takoj z družino, takoj potem, ko bo posnetek tudi zajel. Filmi se seveda snemajo z zvokom, pomeni, da ima aparat spredaj vgrajen mikrofon in tudi zvočnik, tako da lahko že tudi zvok na aparatu preverite. Zvok pa bomo kasneje slišali, pa tudi ni zanemarljive kakovosti, tako da zelo kakovostni zvok posnet zraven filma. Teda aparat smo včeraj že malenkost preizkusili, motiv ni iz Amsterdama, kljub temu, da je kanal. Verjetno ste prepoznali tromoslovje, tako da tele filmčki niso samo marketinški filmčki iz Nikona, ampak so dejansko filmčki, ki jih lahko uporabnik sam naredi in takole izgleda HD kakovost. Zvok seveda tle zaradi hrupa ni ravno ne vem kaj, ampak če pogledam, na primer, kaj je bolj dinamičnega, tako da izgleda snemanje športa. In mogoče še nekaj za prikaz zvoka. Torej, tudi zvok je na nivoju sodobnih camcorderov, mislim pa, da precej boljši kot v kompaktnih digitalnih aparatih.